Lepo zdrav, dragi zeliščarji. Ja, december je tukaj, praznični čas je pred vrati. Božič že skoraj trka na naša okna, vrata. Jaz sem se pa danes odločila, da vam pokažem še, kako pač lahko pripravimo oziroma uporabimo zelišča tudi v naši kuhinji. Ne samo pač kot čaj ali kakšni drugi zeliščni pripravki. Danes sva se s Florjanom odločila, da narediva zeliščni kruh, malo bolj praznični kruh. In sicer je narejen iz dveh delov. Eden je z dodatkom bučnega olja, drug pa je z dodatkom čemaževega pesta. Kako smo zdaj v bistvu prav naredili? Osnova je, da se uporabi 250 gramov moke. Jaz sem dala 200 gramov pšenične moke, bele, in pa 50 gramov polnozrnate ječmenove moke. Moki dodamo kvasec, 15 gramov kvasca, zmešamo torej z malo mlačne vode, dodamo mu malenkost sladkorja in pustimo, da to vzhaja. Potem, ko je kvasec narejen, dodamo še nekje približno 150 ml vode in pa 50 ml olja. Jaz sem dodala hladno stiskano olivno olje. Dodate še tudi nekaj soli, da ne bo kruh čisto brez okusa. Torej, potem sem pa, to sem naredila vsako kepico posebej, v eno dodamo še potem malenkost bučnega olja, naj bo res 100% domače bučno olje in potem, ko vse skupaj zamesite, vidite takšno zelenkasto barvo. Mesite tako dolgo, da se vam ne dotika več, oziroma da se ne lepi več testo na roke. V drugo polovičko pa smo dodali čemažev pesto. Če nimate čemaže, lahko date tudi prepraženo čebulo ali pa česen. Lahko dodate zraven še rožmarin, timijan, materino dušico. V kruh lahko date tudi mogoče ožepek, smilj zelo paše zraven. V glavnem, prepustite se svoji domišljiji. In kako bomo pa zdaj vse skupaj skombinirali? Ko tole zamesite, pustite vzhaja potem nekje, dobre pol urce. Vidite, kako je testo rahlo. Testa jaz potem ne mesim več, ampak ga samo takole razgrnem z roko. Pomagaj mi. Tega damo takole malo na stran. Tega z bučnim oljem spet samo razgrnem, nič več ne mesim. Takole. Približno iste velikosti. Potem pa ta dva testa naložim enega na drugega. In preprosto zavijem kot neko potico, rolado. In potem, ko bo vse skupaj pečeno, bomo dobili takšen lep vzorec notranje, tak zelenkast. Še malo to podviham. Takle dobimo takole štručko. To štručko damo takole v pekač. Jaz tole potem pokrijem še s čisto serveto. To pustimo vzhajati še nekje 10-15 minut na toplem. Potem pa pečemo v pečici nekje na 180 stopinj, dobre pol urce do 40 minut. Ko je pečeno, daste iz pečice ven, pustite, da se lepo ohladi. Ko bo pečen, pa ko bo ohlajen, vam ga pa pokažem. Tako, naš kruh je pečen. Malenkost je še topel, no. Drugače pa primeren za rezanje. Pazi, držite kaj te stran. Poglej.
Glej, Florian, kak je lepi kruhek. Zgleda takole, zato ker je pa zraven polnozrnata moka. Belo moko je tudi, če imaš malenkost obarval na zeleno, ampak se pa vidi takšna tale plast testa, kjer je zraven bučno olje. Ta kruh zelo paše k slanim jedem. Jaz vam želim prijetno ustvarjanje. Tako, pa dober tek. Fina.